Spoštovane gledalke in gledalci, dober večer. Ekstremni vremenski pojavi so ne le globalna, ampak tudi slovenska realnost. Trenutno težave povzroča preobilje voda. Pred pol leta pa smo poročali o katastrofalni suši. Nocoj v oddaji TLM gostimo gospoda Petra Pribožiča z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. Dobro večer. In gospoda Mirana Klinca iz občine Ormož. Dobro večer. Dobro večer obema. Tema našega pogovora nocojšnjega bodo namakalni sistemi v Podravju. To je pravzaprav ena od nujnih prilagoditev podnebnim spremembam. Zakaj se naše kmetijstvo tako počasi prilagaja tem spremembam, gospod Pribožič? Ja, gotovo je kmetijstvo nasplošno nekoliko težje prilagajati, vendar sklop okoliščin je vedno potreben. Na eni strani mora biti ukrepi, mora biti razpisi, morajo biti pogoji tako definirani, da jih kmetje tudi hitreje sprejmejo. Mislim, da je tega nekaj bilo premalo v preteklem obdobju. Drugače bi gotovo v Podravju imeli že več namakalnih sistemov. Seveda ni samo suša problem, so tudi druge ujme v naravi prisotne skozi celo leto, ampak gotovo bi pa z namakanjem marsikatero rešitev našli tudi v smeri razvoja kmetijstva, pa tistih dejavnosti, ki so danes mogoče pri samooskrbi s hrano padle daleč pod procente, ki smo jih včasih dosegali. V naslednjem prispevku predstavljamo trenutno stanje v naši državi, ko govorimo o namakanju. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do leta 2020 napoveduje pospešeno izgradnjo večjih in manjših namakalnih sistemov. Stanje na tem področju je namreč porazno. V Sloveniji namakamo slab odstotek kmetijskih zemljišč v porabi, evropsko povprečje je okoli 9%. Trenutno deluje 54 velikih in 350 malih namakalnih sistemov, ker pa so večinoma zastareli, realno namakamo od 2000 do 2500 hektarjev kmetijskih zemljišč. Vsi sistemi, z izjemo teh, ki so bili zgrajeni oziroma posodobljeni prek programa razvoja podeželja 2007-2014, so stari 20-30 let in so tehnološko zastareli z veliko porabo vode in z velikimi izgubami v sistemu. Glavni krivec za to so velike administrativne ovire. Prvi koraki v to smer so narejeni, je pa še vedno to neka fama, neka tabu tema, kako dolgotrajni so postopki od interesa do same izvedbe. Dejstvo je, da to še vedno traja 4-5 let, je pa seveda tudi odvisno od same lokacije namakalnega sistema. Letos so razpisali 2 milijona evrov za male namakalne sisteme in protitočno zaščito. V trajnih nasadih sadja, zelenjave in hmelja je namakanje nujno. Naša želja je, da bi naši sadovnjaki bili tehnološko popolni, to je naš cilj, to pa nujno zajema tudi namakanje. Bomo pa seveda zaradi potreb, zaradi suše namakali praktično vse razen trajnega travinja. Prioritetno koruzo ob Dravskem kanalu, to dravski del, ki sem ga prej omenil. Podravje je poleg Savinjske in Brežiške doline ter Vogrška območje velikih namakalnih sistemov. Za njihovo širjenje in posodobitev je poleg melioracij in komasacij do leta 2020 načrtovanih 24 milijonov evrov. Gospod Klinc, na Ormoškem imate pravzaprav največ izkušenj v naši regiji, ko govorimo o namakanju. Koliko je namakalni sistem, ki ste ga odprli predlani poleti, stal in kdo ga je pravzaprav plačal? Mi imamo na ormoškem terenu 2 namakalne sistema. Gradili smo prvega namakalni sistem Ormož Osluševci 2004. leta na površini 230 hektarjev in drugi namakalni sistem Ormož Velika Nedelja na površini 450 hektarjev. Na ta 2 sistema smo še priklopili obstoječi namakalni sistem Trgovišče, tako da danes namakamo na Ormoškem na skupno 720 hektarjih. Mi smo v vseh teh letih vložili velika finančna sredstva, tako sredstva občinskega proračuna, kakor državna in evropska razvojna sredstva. Skupno je bilo v vse te hektarje vloženo 3,2 milijona evrov in zadovoljstvo lahko rečem, da so namakalni sistemi sodobni, kvalitetno sprojektirani, kvalitetno zgrajeni in da kmetje iz leta v leto te sisteme vedno bolj uporabljajo.
Vemo pa, da so bili vsi ti postopki za izgradnjo teh namakalnih sistemov zelo dolgi, zelo dolgotrajni. Koliko časa je pravzaprav trajalo od same zasnove, od projektne zasnove dokončno do izgradnje? Ti postopki so bili res dolgotrajni. Prve postopke za namakalni sistem Ormož v Sluševci smo začeli leta 1998 in smo potem prvo fazo zgradili 2004. leta. Naslednji namakalni sistem smo idejno začeli projektirati in z vsemi postopki peljati 2007. leta. Potem smo pa avgusta 2012 prišli do otvoritve namakalnega sistema. Moram reči, da so upravni postopki v smislu pridobitve vseh soglasij, notarsko overjenih izjav kmetov, potem vodnih dovoljenj, presoje vplivov na okolje in vse to je trajalo približno 5 let, sama gradbena faza pa manj kot 1 leto. In moram reči, da smo bili na tem področju zelo trmasti, vztrajni, da smo vse te ovire preskočili in potem prišli do cilja. Cilj pa je, da smo na osnovi projektov in ekonomskih teh izračunov ter nalog uspeli tudi na Agenciji za kmetijske trge pridobiti nepovratna sredstva. Prvi sistem pa smo gradili z sredstvi, ki smo jih pridobili prav tako iz sredstev državnega proračuna, ki je bil občini vrnjen kot odškodnina za hitro cesto Ptuj-Ormož. Kaj so tiste ovire, ki bi jih bilo mogoče zmanjšati, spremeniti, odstraniti? Moram reči, da smo se v prvem obdobju srečevali z problemom, kako kmetje prepričati, da podpišejo izjave, notarsko overjene izjave o uvedbi namakanja. Moramo se zavedati dejstva, da kmetje niso imeli ustreznih znanj, ustrezne opreme, da vse to namakanje pomeni višja oblika pridelave hrane in povzroča do kmetov, predvsem starejše populacije, določene zadržke. Mi pa vemo, da če želimo uvesti namakalni sistem, moramo 80% površin kmetov, lastnikov zemljišč pridobiti, da pristopijo k temu projektu. To je prvi problem in prevelik procent. Na to smo opozorili pristojno ministrstvo. Drugo, vsa okoljska, vodna in vsa ta dovoljenja so zapleteni postopki, da se preko državnih inštitucij pribijemo do pridobitve soglasij in končni cilj pridobitve gradbenega dovoljenja. Tu so bile številne ovire in prepreke in predolgo bi govoril, kaj vse smo morali storiti. V glavnem imeli smo pa cilj pripeljati vodo do kmetij, da bodo lahko z uporabo namakalnega sistema stabilizirali svojo proizvodnjo. No, vam je že uspelo. Gospod Pribožič, vi se tudi zdaj trudite, delate v posebni skupini Ministrstva za kmetijstvo, ki se posebej ukvarja z namakanjem tukaj v Podravju. Kakšni pa so torej načrti za vse druga območja? Kje so že projekti? Ja, res, ta regijska razvojna skupina za namakanje je aktivna. Mi poskušamo sedaj zelo animacijsko spodbujati tako lastnike zemljišč kot lokalne skupnosti, da pristopijo k projektom namakanja. Moram reči, da v Podravju smo tudi v regijski razvojni program umestili v novem programskem obdobju vsaj 3000 hektarov novih površin. Je čisto realna možnost, da to tudi presežemo, če gledam na sedaj, kako se z interesom dogaja. Moram reči, da na občini Hajdina, mestni občini Ptuj, Gorišnici, Staršah že konkretno se formirajo tudi namakalni odbori in se že pogovarjamo o samih izjavah pristopu znotraj teh tudi komasiranih zemljišč. Da pa je interes tako v občini Rače, Fram, Kidričevo, Markovci, Videm pri Ptuju, Središče ob Dravi, Dornava. Namreč celoten ta pas od Maribora do Središča ob Dravi, levo in desno od vodnega vira, so idealne možnosti za razvoj namakalnih sistemov, tudi finančno zelo ugodna izgradnja teh sistemov, ker je vodni vir dovolj dober. Vemo, da hidroelektrarna sistem Zlatoličje in pa Formin nudita 22 kubikov vode na sekundo, ki bi ga lahko kmetijstvo koristilo.
In to presega seveda te možnosti finančne, ki so v programu razvoja podeželja sedaj predvidene. Mi seveda upamo, da bomo z interesom Ministrstva za kmetijstvo in okolje tudi prepričali, da bo kaj več denarja v novem programskem obdobju, kot je zdaj planirano. Skratka, res želimo narediti premik. Eno je ta interes, drugo je pa seveda celotna veriga. Namreč, ko je enkrat voda na parceli, kjer je ta voda pod določenim pritiskom, da lahko kmet priklopi namakalno tehniko, bodisi tako zvane bobenske razpršilce, kot kapljični sistem ali cevni sistem za razpršilci, potem se tudi proizvodnja na kmetijah temu prilagaja. In moram reči, da izkušnje v preteklih letih so zdaj že statistično značilne v Podravju. Zato mislim, da je ta naša skupina, ki je delovna skupina za razvoj namakanja, sedaj na potezi, da pripravi teren, da pa se konkretno že pripravljajo projekti. To nas kar spodbuja k nadaljnjemu delu. Če se še enkrat vrnemo na vodo, na vodni vir na Dravo, koliko je dejansko vode? Po napovedih strokovnjakov trdijo, da bi lahko tukaj namakali 20 000 hektarjev kmetijskih zemljišč. Je ta številka prava? Ja, kot sem rekel, Zlatoličje, hidroelektrarna Zlatoličje v sistem dovodnega kanala, 6 kubikov, odvodni kanal 6 kubikov na sekundo. Če je ormoški sistem v letu 2014 koristil, mislim, da 450 litrov na sekundo. To so neslutene možnosti, ki jih imamo. Poleg tega pa seveda Forminska hidroelektrarna, dovodni odvodni kanal nudi 10 kubikov na sekundo. To dejansko pomeni, da 30 000 hektarov je gotovo možno. Jih je pa še več na tej relaciji od Maribora do središča, če govorimo 4 km levo, desno odvodnega vira. Tako da, seveda pa, če računamo s tem, da je okrog 5000 evrov stal namakalni sistem po hektarju, potem tudi lahko zračunamo, koliko denarja bi potrebno bilo v razvoju podeželja predvideti za izgradnjo teh namakalnih sistemov. Vemo pa, da imajo namakalni sistemi lahko tudi negativne učinke. Zato je pri izgradnji večjih sistemov treba izdelati presojo vplivov na okolje. Poglejmo izjavo gospoda Smiljana Juvana, direktorja Vodno-gospodarskega biroja Maribor. Jaz vidim predvsem negativne vplive namakanja kot posledico nestrokovnega namakanja. Namreč namakanje v principu omogoča optimalno rast rastlinam. V času pomanjkanja vode, če je optimalna rast, imajo rastline tudi možnost večjega izkoristka hranil, ki so v tleh. Če je suša in nimamo namakanih rastlin, te rastline teh hranil ne morejo izkoristiti. Hranila ostanejo v tleh in jesensko-zimsko obdobje povzroči izpiranje teh hranil v podtalje. In to lahko predstavlja problematično vplivanje na kvaliteto podzemne vode. Namreč kmetijstvo je v veliki meri potencialni onesnaževalec podzemnih voda, predvsem s hranili, in zaradi tega je pravzaprav z namakanjem možno zmanjšati te negativne vplive. Tudi z namakanjem ohranjamo rastline v primerni kondiciji. V dobri kondiciji rastline so bolj odporne proti boleznim in so tudi uporaba zaščitnih sredstev zaradi tega možno zmanjšati. Seveda, vse to pod pogojem strokovnega namakanja. Gospod Klinc, vi imate izkušnje konkretne. Kaj je pravzaprav strokovno namakanje in kako ga izvajate na Ormoškem? Ja, strokovno namakati je več stvari, kar moramo obvladati. Najprej moramo poznati pedološke karakteristike tal, ki jih je potrebno vedeti, da vemo, koliko kateremu tipu tal damo vode v določenem sušnem obdobju. Potem je pa potrebno poznati zahteve rastline, ki jo pridelujemo, koliko ta rastlina v določenem sušnem obdobju potrebuje vode. Moramo imeti tudi ustrezno opremo in
to opremo tako uporabiti, da tisti rastlini v tistem času damo pravilno količino vode. Mi na Ormoškem smo prav tako zaradi velikega namakalnega sistema in potencialnih površin, kjer so vodovarstvena območja, namreč naš namakalni sistem leži v neposredni bližini zalog vodarne Mihovci, morali izdelati presojo vplivov na okolje. To je bil en korak. Drugi korak, da smo želeli pridobiti uporabno dovoljenje, pa smo morali izdelati monitoring vplivov namakanja na zaloge kvalitete pitne vode. Mi smo v letu 2003 na našo pobudo in podporo Ministrstva za kmetijstvo izvedli 5-dnevni tečaj, z katerim smo vse uporabnike ustrezno informirali z ustreznimi znanji, kako namakati, kdaj namakati, katero vrsto namakalne opreme uporabljati. In mislim, da so kmetovalci dodobra ta tečaj izkoristili, dobili so ustrezne strokovne knjižice in mislim, da so jim v veliko pomoč. Drugo, kar bi rad povedal, da kot je povedal gospod Juvan, kmetje moramo misliti tudi na zdravo pitno vodo in z nekvalitetnim in nestrokovnim namakanjem lahko pride do izpiranja pesticidov in hranil v tla. Tega si pa ne želimo. Nenazadnje pa moramo omeniti, da vsak kmet uporabnik ima vodomer, preko katerega se evidentira njegova poraba vode, s katero lahko upravljalec preveri, ali ta kmet z določili dobre prakse in pogodbo, s katero popiše, se zaveže, da bo dobavljal in uporabljal vodo kot dober gospodar, da vse to uporablja v smislu varovanja okolja, ker nenazadnje, da preveč uporabljamo vodo in zmanjšamo pridelavo, mislim, da si tega noben kmet ne želi. Namakanje pa tudi stane. Koliko dejansko kmetje plačajo za namakanje, če so priključeni na takšen namakalni Imamo sistem? dva stroška. En strošek je splošni stroški, katerega vsi uporabniki na namakalnem območju plačajo. To je približno splošni stroški 20 evrov po hektarju kmetijskega zemljišča. In na število deležev tega območja pač kmet participira ta prispevek. Drugo je pa poraba vode, preko katere se potem plača strošek električne energije in delovne sile, ki je potrebna, da ta sistem funkcionira. Kot sem že omenil, v našem letu smo v lanskem letu dobavili 160 tisoč kubikov vode in kmetje so za dobavljeno vodo plačali približno 15 centov po kubiku. Se pravi, če kmet uporabi v enem namakanju 20 litrov vode po hektarju, kar pomeni 200 kubikov vode, je za to plačal približno 30 evrov. Kar je rentabilno, kar je racionalno in v primerjavi, da sam črpa vodo nekontrolirano iz potoka in uporablja traktor in svojo črpalko, tisti način namakanja je bistveno dražji od tega, ki je voden iz enega mesta. Gospod Pribožič, vi vodite kmetijsko svetovalno službo na Ptuju. Kako pa se kmetijsko svetovalna služba vključuje v izobraževanje o namakanju? Vse vemo, da kljub temu je tukaj še veliko vrzeli, pomanjkanje znanja. Ja, gotovo. Pospešeno pridobivamo tudi nova znanja, se povezujemo tudi z inštitucijami, ne nazadnje, da dobivamo res najnovejše informacije. V lanskem letu smo bili v povezavi tudi z Izraelom v smislu novih namakalnih sistemov, kapljičnih sistemov, kjer je poleg namakanja tudi gnojenje rastlin uvedeno. Skratka, v svetu je veliko tehnoloških izboljšav v zadnjih letih in vse to želimo prenašati tudi na naše območje. Seveda pa odvisno od vrste rastlin, ki jih pridelujemo, temu primerno tehniko uporabljamo. Nekje gredo rolomati, nekje ne gredo. Seveda pa mora strokovna služba biti servis kmetijam po strokovni plati. Potrebno je spremljati evapotranspiracijo, koliko
dejansko dnevno tudi vlage iz hlapi, preko zemlje, preko rastlin, da se napoveduje tudi potreba po namakanju in poznati tudi potrebe posameznih rastlin in vse to. Seveda v bodočih letih bo potrebno imeti dober servis in zato se tudi pripravljamo v kmetijski svetovalni službi, da bi čim bolj optimalno to upravljali. Seveda na koncu mora biti kmet, ki bo prideloval, ki bo uporabljal sistem namakanja, zadovoljen in pa dosega tudi boljše ekonomske rezultate. Vse skupaj je pa seveda povezano tudi z celotno verigo. Eno je namakanje, drugo je pa prodaja teh pridelkov. Tu se morajo vključiti tudi kmetijske zadruge, ta lokalni trg mora funkcionirati in potem bo pridelava gotovo napredovala in bo res en dober razvoj lahko v naslednjih letih na tem področju. Kaj pa pravzaprav namakamo? Katere poljščine, katere, vemo, da predvsem vrtnine, sadje, konkretno na Ormoškem? Ja, v našem primeru smo lani namakali približno 300 hektarjev v tem sušnem obdobju. Namakali smo pa različne kulture, trajne nasade hmelja, potem imamo trsnico, namakali smo več vrst zelenjave, solatnice, kapustnice, potem pozni krompir, poljščine, koruzo, oljne buče in strnišne dosevke. V glavnem lahko rečem, da so kmetje lani za svojo uporabo namakalnega sistema dokazali, da praktično v vsaki kulturi, kjer so se pravočasno lotili zadeve, so imeli zelo dobre rezultate. In moram reči, da sem zelo zadovoljen, da iz leta v leto se vedno bolj kmetje izpopolnjujejo, tako v namakalni opremi, kakor v vedenju o namakanju. In na eni strani, kot je Peter omenil, tudi Kmetijski zavod že napoveduje preko elektronske pošte, opozarja določene velike kmete, specializirane kmete, jih opremlja z informacijami tudi o namakanju in vse to je dobrodošlo. Ker moram reči, da tudi država mora razmisliti ne samo, kako bo namakalni sistem zgradila, ampak kako bo ga kvalitetno opremila, tudi v smislu meteoroloških postaj, ki bodo na določenem področju locirani ob velikih namakalnih sistemih in bodo upravljavcem v strokovno pomoč, kjer bodo lahko najbolj natančne podatke nudili in servisirali kmete, uporabnike pri namakalnem sistemu. Namakalni sistemi so pravzaprav osnovna infrastruktura. To bo omogočilo kmetijstvu razvoj, povečalo pridelavo. Kaj si lahko obetamo na tem našem območju, če bomo storili te prve prave korake, bomo povečali to pridelavo? Ja, gotovo. Zemljišča ob vodnem viru so prvič primerna za namakati. To so plitka prodnata tla, ki prenašajo način namakanja. In na drugi strani pa so klimatske razmere takšne, da v Podravju poleg zelenjave, poleg poljščin seveda dobro uspeva tudi jagodičevje, konec koncev sadjarstvo je malo bolj umaknjeno od vodnega vira, ampak tudi kakšna zajetja v Slovenskih goricah bi omogočala tudi namakanje sadjarskih površin. Jaz sem prepričan, da če bomo pospešeno gradili, bomo naredili velik premik v samooskrbi s slovensko zelenjavo na našem trgu. Kaj pomeni to za delovna mesta? Veliko. Jaz sem lani ob Radgonskem sejmu, ko smo predsednici vlade podarili venec luka in česna, povedal, da je pridelava zelenjave velika razvojna priložnost slovenskega podeželja. Ministrica in ministrstva takrat zatrdila, da bodo v vladi naredili vse, da bodo tem našim željam in razvojnim hotenjem sledili tudi z sredstvi finančnimi. In jaz resnično pričakujem, glejte, v tem trenutku imamo samo v zelenjavi 35% samopreskrbo. V javni upravi šole, vrtci, bolnice dnevno gre 100 000 dnevnih obrokov. In vse to bi lahko bila domača slovenska hrana in vse to je velika razvojna priložnost. In tudi slovenski potrošniki povprašujejo po doma pridelani hrani. Tako da jaz sem prepričan, da vkolikor bomo znali strniti vrste in zagotoviti ustrezna sredstva,
da bomo tu v kratkem naredili velike premike. Kljub tem upravnim postopkom, ker ravno take komisije, kot jih vodi kolega Peter, so vsem, tako kmetom, lokalnim skupnostim v pomoč, da bomo hitreje prišli do cilja izgradnje novih namakalnih sistemov. In mi se ne smemo o namakanju pogovarjati samo v sušnem obdobju. In zelo sem zadovoljen, da se v tem času pogovarjamo o razvojnih perspektivah namakanja. In Slovenci smo na tem področju naredili tako malo, da res pričakujejo tako kmetje kot strokovnjaki od politike, da ne bomo samo govorili, ampak bomo tu naredili hitrejše razvojne korake. Zanimanje je tudi na terenu že veliko. Ja, s temi animacijskimi delavnicami in pa aktivnostmi, ki jih vodimo, to zanimanje narašča in ustvarjajo se posamezni lokalni skupnosti jedra kmetov, ki vodijo postopek, in tam, kjer so tudi župani naklonjeni tem projektom, se smelo načrtuje. Tako da jaz kar vidim, da vse veča interes, to nam pa daje spodbudo tudi, da aktivno vlogo naprej igramo. Slišali smo, da je kar nekaj denarja na voljo. Bo tega denarja evropskega dovolj? Koliko bodo tu morali prispevati tudi kmetje sami? Zdaj, za samo izgradnjo velikega namakalnega sistema je način financiranja preko lokalne skupnosti najbolj ugoden. Lahko je tudi kakšna druga varianta, ampak za tako velike projekte je gotovo boljše preko lokalne skupnosti. Pridobi se pa do 100% za izgradnjo osnovne infrastrukture, razen DDV je tu še vprašanje, pa tudi to se lahko reši, če 100% javno podjetje gradi en tak sistem. Potem pa tudi upravljanje tega sistema v javnem delu lahko zagotovimo. To pa bo gotovo, kmetje pa imajo potem nalogo seveda, da se opremijo ustrezno za tehniko, ki jo priklopijo na namakalni sistem. Ti razpisi so pa tudi aktualni, trenutno je en odprt. Pričakujemo pa, da bo vsako leto ta razpis, da se bo ta tehnika, da se bo kmetije opremljene, da bo korist vodnega vira, ko je enkrat na parceli, v deležu čim višja. Tudi na Ormoškem pravzaprav še ne izkoriščate v celoti ta sistem. Še ne izkoriščamo. V tem trenutku se pripravljamo na tretjo fazo, ki bo obsegala približno 350 hektarjev, tako da bi mi po končani tretji fazi pokrivali 1050 hektarjev. Po ureditvenem načrtu pa je naša končna kapaciteta 1200 hektarjev, s tem, da je predhodno potrebno na preostalem delu najprej zložiti zemljišča in opraviti komasacijo. Jaz bi tu dopolnil Petra, da sem zaskrbljen, ali bo država ustrezno zagotovila dovolj razvojnih sredstev. Ker, kot smo prej omenili, 5000 evrov na hektar, pa 23 milijonov za velike, male namakalne sisteme in komasacije, po mojem osebnem prepričanju je to premalo. In mislim, da bo država, če resno želi narediti tu resne premike, morala najti, zagotoviti dodatna finančna sredstva. Ker da bomo vedno po sušnem obdobju ocenjevali škode po suši, za lansko sušo leto 2012 je država namenila 5 milijonov sredstev, preveč je država potrošila sredstev škode po suši, vemo pa, da je že Računsko sodišče opozorilo državo, da sanacijo škode po suši najdolgoročneje rešuje za izgradnjo namakalnih sistemov. In lahko rečem samo to, da v Podravju imamo ob reki Dravi veliko razvojno priložnost, odvisno pa je od kmetov, lokalnih skupnosti in države, kako bomo znali to razvojno priložnost izkoristiti. Upamo, da jo bomo izkoristili vsi skupaj čim boljše in upamo, da bodo namakalni sistemi čim prej zgrajeni in namenjeni uporabi. Vama, spoštovana gosta, hvala za obisk v studiu in za vsa ta pojasnila. Dragi gledalci, vam pa hvala za pozornost in lahko noč.